Tole je Samsung Galaxy Z Flip 6. Telefon, ki ga je Samsung na svojem eventu predstavil, svoj Unpacked dogodku predstavil 10. julija, na katerega sem bil spet sam, ker pač Andraž ne zna prešihta. A ne, Andraž? Kakorkoli že. Iz dogodka sem na hitro poročal tudi na enem IG profilu, tako da pojďte si pogledati highlight tja gor, če hočete še kaj od ostalih naprav vedeti, ki so bile tudi tam predstavljene. Ja, zdaj, če se sfokusiramo na tale telefon pred nama na mizi, Samsung je pri njemu malo igral varno, tako kot je igral tudi pri dažjemu bratu Z Fold 6, kar pomeni, da so na površju razlike bolj ali ne kozmetične, večje spremembe so bolj pod pokrovom. To se že vidi pri samem dizajnu. Na prvi pogled Flip 6 ne deluje kaj dosti drugače od lanskoletne petke, je pa par stvari vsem drugačnih, zaradi česar je uporabniška izkušnja boljša. Prvič, oblika robov je veliko bolj odrezana, bolj so ostri, ker daje telefonu tak industrijski izgled. Prav feeling imaš, kot da je bil odrezan s CNC mašine. Čeprav je pa tudi lažje, še zmer deluje kompaktno in premijsko, sploh če dobite v rumeni matirani barvi, kot so jo midva, na voljo je pa tudi v modri, srebrni senci in mentol zeleni. Letos naj bi bil po besedah Samsunga oklepni aluminij kar do 10-krat močnejši kot lansko leto. Pa na sredini so tudi dodali četrto plat stekla, zaradi česar je zaslon manj občutljiv na udarce in praske, pa tudi prstni vtisi se manj poznajo. Telefoni se letos celoti zapre, popolnoma nima nobene večje luknje oziroma kaplje tle vmes, ker bi se lahko namirala prah pa umazanija, ampak sta obe stranici lepo ploščeni. Samsung je tudi izboljšal pregiben mehanizem, zaradi česar tečaj na hrbtu ne štrli toliko ven, plus to, da je letos zguba oziroma kriz na sredini občutno manj opazna. Še zmeraj jo začute, valjda, ko gre se s prstom čez, ampak jo s prostim očesom načeloma ne opazi tako hitro, kot pretekla leta. Je pa tudi to res, da je pri prejšnjih flipih in foldih začela se kazati šele čez cajt, ko so napravi naredili veliko pregibov, tako da bo treba tukaj še počakati, koliko se bo to poznalo čez mesec oziroma čez leta. No in prepogibali ga boste veliko zaradi Flex moda oziroma Windowsa, ko boste delali videoklice, gledali video, uporabljali telefon kot videokamero iz 90-ih ali za snemati, ali pa ko boste uporabljali telefon kot prevajalnik v načinu tolmača in bo telefon lahko tujezičnemu sogovorniku izpisoval prevod vajnega pogovora na mini ekrančku. Where is the closest pub? Wo ist der nächste Pub? Please tell me, where is the closest gas station? Bitte sagen Sie mir, wo die nächste Tankstelle ist. Če najlažji način, da ta telefon ločite od lanskoletnega, je zato pri obročih okoli objektivov, od kamer, ki se ujimajo z barvo telefona. Zdaj, najno mnenje glede njih je malo ločeno. Meni je malo manj všeč, Davorju malo bolj. Je pa res, da prejšnjico z kamere brez objektivov veliko bolj skrile s hrbtno stranjo in so bile manj opazne, ampak to je konec res nekak stvar okusa. Ko smo že pri hrbtni strani zaslončka, na hrbtu letos ni dobil nobene spremembe v dimenziji, Samsung ga ni nič poskušal povečati na način, da bi ga ovil okoli hrbtnih kamer, kot so tudi kitajski tekmeci, ampak je pustil, da se izogne objektivoma in izgleda kot en velika bikonca za mapo na Windowsih. Je pa vsaj notrni ekran letos zmožen večje svetilnosti, 2600 nitov v primerjavi s 1750 niti lansko leto, kar lepa nadgradnja. Nisa pa lih navdušena nad dejstvom, da hrbtni zaslonček še zmeraj zmore sam 60 Hz osveževanje. Ja, 90 ali pa celo 120 Hz bi sigurno pomenil dodaten dart za baterijo, ampak 60 Hz pa telefon deluje počasnejš, kot dejansko je. In mislila, da bi Samsung mogel dati vsaj opcijo za višje osveževanje zunanjega zaslončka. Tudi na splošno mislila, da bi Samsung mogel bolj izboljšati potencial mini ekrančka. Ne rečeva, je ok, za kakšne hitre stvari pogledati, samo lahko bi končno omogočil, da so vse aplikacije dostopne v polnem obsegu na zunanjem ekranu, brez uporabe Goodlocka ali pa dodatne uporabe Labsa, ali pa da bi lahko customizirali hitre nastavitve, kam meni dol potegneš iz zgornje strani. Tako da tukaj so še šanse za izboljšavo. Definitivno. A ja pa, Dex Mode, Samsung. Zakaj ga še zmerim na tem telefonu? Ja. So pa izboljšali dosti drugih stvari. V tem telefonu je letos Snapdragon 8 Gen 3 za Galaxy, kar pomeni, da je noter premijski čip, ki lahko uganja tudi ta najboljše špile, kjer je Samsung prvič v flip linijo vgradil parno komoro, ki naj bi pomagala ohladiti telefon med uporabo. Ampak glede na to, ker sem s tem telefonom počela, moram priznati, da se je opazno segrel med začetnim nastavljanjem in ko so delala fotke ali pa videe. Ajde, ja, valjda, za stresne teste se pričakuje, da se naprava segreje. Samo da se mi slikanjem zgoren del pri kamerah toliko segrel,
pa res niso pričakovali. Flip ima letos tudi več izhodiščnega rama in sicer 12 GB plus 256 GB ROM-a ali pa 512 GB notranjega spominja, kar na papirju pomeni izboljšan performance, čeprav roko na srce tega pri vsakdanji uporabi niti ne opaziš. Ker pa sigurno opaziš, je pa večja baterija. Letos je velikost 4000 mAh napram lansko leto, ko je bila velikost 3700 mAh. To je kar lepo pogledati, kar pomeni, da bi mogla večini folka zdržati čez cel dan, razen če niste res heavy user. Polnjenje je nažalost še zmeraj relativno počasno, žično je s 25 W, ta telefon, ki se napolni v malo več kot 1 uri, mogoče pa tudi 15 W brezžično polnjenje in samo 4,5 W povratno brezžično polnjenje, da pa v škatli ni polnilca, ampak samo USB-C kabel. Tudi verjetno ne bo za nobenega nekje veliko presenečenje več. Je pa Samsung letos nadgradil sistem kamer, dve kameri sta. Ta glavna kamera je velikosti 50 megapikslov, ultra širokokotna pa je upgradena z večjim senzorjem, sam še zmeraj velikosti 12 megapikslov, torej ima telefon isti set kamer kot obična S24. Ta najboljša novost je glavna kamera, ki dela občutno boljše fotke kot Flip 5, sploh dinamičen, da razpon je konkretno boljši in tudi nočne fotke so opazene izboljšane. Na fotkah je manj šuma, kar pomeni, da so manj spacane in bolj ostre zaradi več megapikslov in s tem tudi pač več detajlov. In čeprav telefon nima telefoto kamere, takšne zmeri nazumirate z 2-kratnim optičnim zoomom oziroma 110-kratnim digitalnim. Kamere so torej bile dosti potiho, kar konkretno posodobljene. Zdaj pa še AI, ker je Samsung že v začetku leta pokazal mišice z eno tono različnih funkcij, ki jim je zdaj dodal še nove, že obstoječe pa zboljšal. Od načina tolmača v Flex Windows smo že prej govorili, pa čemer je Samsung še izboljšal pakete za razne jezike. Potem imate pomoč za risanje, ker lahko v Samsung Notes narišete skico in nam funkcija pretvorbe iz skice v sliko s pomočjo AI naredi sliko iz vaše skice, pa čemer je lahko akvarel, ilustracija, skica, pop umetnost ali pa 3D risanka. Imate pa tudi pomoč za fotografije, kjer lahko nekoga pofotkate in bo AI iz njega naredil skico, 3D risbo, animirano ali pa akvarel. Ful zabaven, včasih sicer že kar malo creepy, ampak presenetljivo dobro deluje. In stva s tem komad se zabavala in zabila ogromen sajta. V bistvu stvar celo tako dobro deluje, da se resno sprašujeva, kakšen boom lahko to pomeni v tehnološkem svetu. Ker ne gre samo za to, da ti nekaj narišeš in pol je to po svoje naredi. Fora je v tem, da se dostakrat ekrani točno to, kar si hotel narisati. Samo da je še boljš. Si predstavljate prihodnost, ker bomo lahko na tak način naredili cele animirane filme, stripe in tako naprej. Brez da bi rabili za sabo imeti cele studije in ogromne budžete. Pač. To je res noro. Čeprav mogoče zdaj le zgleda kot nek pocen trik za nažurke, so možnosti za tem res neskončne. Seveda je Samsung izboljšal tudi druge že obstoječe AI funkcije, naprimer iskanje z obkroževanjem, omogočil tudi iskanje neko točno določene stvari na fotki, dodal pomoč za fotografiranje za ta najbolj zoren kot, izboljšali so povzemanje zapiskov in pa urejanje fotografij z AI. In najboljša stvar, tudi ta telefon bo dobil 7 let softverskih posodobitev in varnostnih popravkov, ker je velik part zgor z najne strani. Upava samo, da bo tudi tečaj pri tem telefonu vsaj ta zdržal. Upava pa tudi, da dodatne AI funkcije čim prej pridejo na starejše modele, da se bomo lahko vsi igrali. In pa cena, letos je ta kar visoka, 1199 € za začetni model z 12 GB RAM, 256 GB notranjega pomnilnika, pa 1349 € za 12 GB RAM in 512 GB notranjega pomnilnika. Torej, ista cena kot lansko, samo več RAM dobite pri osnovnem modelu. Drugače pa še fun fact za na konec, olimpijci in paraolimpijci so letos na olimpijskih igrah vsi dobili kustomizirano verzijo tega telefona in nama zgleda komad ful dober. Bravo, Samsung. Podčrtal ta telefon je letos dobil posodobitev pri bateriji, kamerah, imata boljši čip, več rama pri osnovni konfiguraciji in pa hladilno komoro ter en cel kup AI funkcij za isto ceno kot lani. Lahko bi bil bolj izkoriščen mini ekranček, lahko bi dal podporo za DeX in povišal hitrost spolnjenja. Z Flip 6 torej vizualno ni kaj dosti drugače kot z Flip 5, ima pa ene par dosti dobrih izboljšav na pomembnih področjih. Tako da, če razmišljate o nakupu prepogledovega telefona ali pa imate model, ki je starejši več kot 1 let, vam ga brez težav predlagava, da ga kupite. In to je to za danes. Samsung Slovenija in njihova oglaševalska agencija, hvala, da ste nam posodili aparat za to oceno. Hvala, ker ste pogledali ta video in se vidimo v naslednjem. Čau!